Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pred 14 dnevi ste se sestali z civilno zaščito in vsemi drugimi, ki so bili prisotni na tem sestanku v zvezi s plazovi Čikla in Urbas. Kakšno je zdaj trenutno stanje? Trenutno stanje nad Koroško Belo je stabilno, oba dva plazova sta pod drobnogledom, izvajamo poglobljen monitoring, ki kaže, da je trenutno plazišče stabilno in neposredno ogroža Koroške Bele in krajanov in krajank na tem delu Jesenic. Z namenom, da informiramo javnost, smo organizirali tudi ta, sestanek z občani. Bili so predstavniki ministrstva, bili so predstavniki projektantskega inženiringa, ki izvaja oziroma pripravlja niz ukrepov na obeh plazovih. Bili so predstavniki civilne zaščite in pa v želji, da informiramo javnost, smo prikazali vse tehnične projektantske rešitve, ki nas seveda čakajo za sanacijo plazišča, tako Čikle in pa Urbasa. Sedaj lahko občani občine oziroma občani na Koroški Beli lahko bolj mirno spijo kot leto dni nazaj? Glede na to, da je monitoring edini v državi tako učinkovit, delujoč, lahko seveda z tega gledišča rečem, da lahko mirneje spimo vsi. Ko bo pa cel niz projektov oziroma vseh sanacijskih ukrepov, se pravi zaplavne pregrade, potem teh jeklenic, urejanja podtalnice in pa vodotoka Urbasa, potem bomo pa lahko rečemo zagotovo precej mirneje spali na Jesenicah in pa na Koroški Beli. In to zdaj vse skupaj financira, je to občina Jesenice, je to država? V prvi vrsti je občina Jesenice skupaj z agrarno skupnostjo zagotovila zemljišča, ki so potrebna za izvedbo vseh sanacijskih del, tako da bi se na tem mestu zahvalil agrarni skupnosti Koroška Bela, da je prisluhnila, razumela problematiko in odstopila zemljišča, ki so potrebna za tehnična varovala, postavitev tehničnih varoval. Cel projekt pa je financiran s strani Ministrstva za okolje in prostor.